marsikdo ima objektivno, nima toliko za nič life, kot da je njegova percepcija slaba. To si ful dobro rekel, ja. To je res, ja. Hvala, že drugi kompliment od velikrat, ja, mislim, bom pol povedal, no, ko bo konc. Velikrat je to neko nezadovoljstvo, jamranje, je tako, ko si mal down, to v resnici nisi depressed. In takrat recimo pomaga lih tako, da si probaš neke dogodke lih po teh dimenzijah interpretirati. In da, mislim, vsak to posluša, da proba prepoznati, ker to sta dva ekstrema in mi iščemo balans. Ja. Tudi to mi dva ekstrema sta. Eden reče samo za negativne dogodke, to bo trajalo forever, medtem ko za pozitivna obdobja ima strah, to se lahko že jutri konča. Ampak imaš tudi kontra ekstrem, da nekdo ne jemlje resno, bed obdobje, pa reče, ne, se to bo jutri konc. Tako da to je neko samozavedanje potrebno in to orodje je super, da ga poslušalci lahko uporabijo, pa reče, ok, a sem jaz na kermu izmed teh ekstremov? Ker če sem, je velika verjetnost, da mi škoduje in za zavedanjem lahko začne to spreminjati. In to je prva dimenzija, ki je ful pomembna. Ja, druga je pa tako imenovana dimenzija poosebljanja, kjer ti v bistvu primerjaš neko notranje pa zunanje, spravo nek notranji svet pa zunanji. In velikrat je tukaj problem, da ti si pač v nekem negativnem stanju, ali pa se ti zgodi nek negativen dogodek in misliš, da je v bistvu si zato ti kriv. V resnici so se pa zgodili v zunanjosti so se neke okoliščine zgodile, na katere ti nimaš nobenega vpliva. In velikrat je zelo pomembno, da probaš res ugotoviti, a je to zdaj izhaja iz mene, pa je pol neko to slabo počutje, pa ne vem, anksioznost. Velikrat si anksioznost, sam si jo narediš. Ker pač interpretiraš nekaj kot jaz sem slab, tako neke dvome imaš vse. En del tebe naredi to. Del tebe to naredi. Nad katerim ti nimaš kontrole. Tako. Ja. Ampak če se ti... Ne nujno en del tebe, lahko da je, veš, recesija. Ti nimaš dejansko... Ja. Ampak kjer del, mislim, kaj ti povzroča anksioznost? A ti je dejansko recesija povzročila anksioznost ali je strah v tebi pred recesijo? Marsikdo za nekaj, kar dejansko objektivno gledal, nima nič prstov vmes. Vse recesija je ful dober primer. Ja, veš, eden se zdaj sikira nad recesijo, ker tako, nisi ti kriv, tako, ti nisi imel nič pred tem. Aha, to je za tiste, ki rečejo, jaz sem kriv. Ne, ker se zaradi tega vse zelo slabo počutijo. Ja, nekaj je strah, kaj bo jedel, recimo. Ampak če ti si sposoben, da rečeš, na to jaz nisem imel vpliva, že to ti veliko pomagati. A veš, enostavno, da se usedeš pa rečeš, lej, stvari so se zgodile, smo zdaj v tem ušitu, ki smo, ampak na to, da smo tukaj pristali, mi nismo imeli vpliva. In že to je nek, a veš, diffuzaš mal ta, kako se temu reče, razbremeniš mal svoj mind s tem. Ker rečeš, to je bilo zunanje. To je v bistvu... Recimo, še en primer tle. Ti imaš tudi dva ekstrema. Recimo, nek vodja v določeni organizaciji. Ko se zgodi dober dogodek, neka zmaga, ima na voljo dve možnosti. Da reče, to se je zgodilo, ker sem jaz dober odreagiral, ker sem jaz sprejemal dobre odločitve, ali pa reče, ne, jaz nisem imel vloge, to je organizacija kot celota bila... je prispevala. Ja, ona je prispevala k temu. Naš kontra je pa to, da ko se zgodi slaba stvar, rečeš ne, jaz sem tist, ki je sprejel napačne odločitve, ali pa organizacija je tista, ki je sprejela napačne odločitve. Ko se reče temu poosebljanje? Ja, poosebljanje. To je ista debata, kot sreča pa trdo delo. To je ista debata. Zato, ker ker ti rečeš, jaz sem zaslužen za to, ne? A veš?
da je firma uspešna. To je v tej dimenziji, bi rekel, jaz sem trdo delo vložil, versus vsi dejavniki, ki niso v mojem vplivu, so se sestavili in zato smo mi uspešno podjetje. Ful mi je zanimivo, ker je ista stvar. No in kaj je bolj uporabno zdaj? Ne, to sta dva ekstrema. Veš, vsi poznamo nekoga, ki samo za sebe krivi samo za slabe stvari, za dobre pa nikoli. In kontra nekoga, ki sebe krivi samo za dobre stvari, za slabe pa nikoli. In tukaj je super imeti spet zavedanje, a si v katerem izmed ekstremov in če si, kaj bi bil nek bolj zdrava pozicija, v kateri si. In to je nekje na sredina, ne? Da case by case odločaš, verjetno. No, to je pa pol tretja dimenzija, ki je pa dimenzija obsega. Kaj pa ti rečeš, a je to, kar se mi zdaj dogaja, a je splošno, ali je to zdaj nekaj zelo konkretno? A veš, recimo primer, mož prevara svojo ženo, ne? In žena reče, vsi moški so prasci. To je ona zdaj splošno je opredelila, obseg tega problema, mogla bi pa, se pravi, to je, da ga splošno, lahko ga pa zelo konkretno. Točno ta moški je mene prevaral. In spet kontra, ko se zgodi dobra stvar, kako zdaj to mi posplošimo. A veš, kad imaš spet en ekstrem, ki samo za negativne dogodke posploši, več vsi moški, ali pa še boljši primer je mogoče zase to. Recimo, nekdo pade na neki tekmi in pol reče, zmeri na tekmah zajebem in failam. Medtem, ko da gol, pa ne reče, jaz zmeri na pomembnih tekmah naredim dobro stvar. Štekam, to je ful res. Mislim, prav vidim v ljudeh to, ki imajo ekstreme, recimo. Enkrat failajo, kar je čisto normalna stvar, ko karkoli delaš, tudi enkrat boš failil, ko boš šel na WC, vsaka stvar, in potem rečeš, vedno bom failil, kar je nepravilna analiza. Vedno bom, pa vedno sem. Ti vidiš, ti posplošiš. No in tukaj je zdaj pomembno. Vedno failam, je odgovor. No, kaj tle spet pomembno je to samozavedanje, da ti rečeš, ok, a sem jaz v ekstremu, ki posplošim, pa rečem jaz vedno in ustaviš negativno stvar, ker definitivno ti to ne pomaga pa s neki samozavesti pa počutja. In probaš bolj posploševati neke pozitivne dogodke, medtem ko negativne probaš omejiti. Ni pri vseh tekmah sem to naredil. Pa tej specifični tekmi sem pač naredil neko napako. Ampak to nič ne pomeni o tekmi pred to tekmo, pa po tekmi po. Mal pove, koliko si dober igralec, recimo, ne? Če se ti en vzorc ponavlja, recimo, ne? Tudi to je fajn videti, recimo veliko ljudi, kot si rekel, želi biti full znani športniki, pa uspešni športniki in potem se nek vzorc ponavlja, da oni niso dobri v tekmah, ne? In da ti znaš tudi prepoznati, mogoče pa jaz nisem izklesan za profesionalnega športnika in to dosti hitro ugotoviš in pravilno ugotoviš in si prehraniš trpljenje mogoče, ne? Pa greš energijo dajati v nekaj drugega, ne? Tako da to se mi zdi tudi pomembno, ne? No, da prepoznaš vzorc. Zato pa tle ni boljše, mislim, več je boljše, ampak je zdaj balans med tem. In to samo zavedanje, ki ti pokaže, če si mogoče v eno ekstremu, pa bi ti bolj pomagal v življenju iti bolj proti drugemu ekstremu. Tako da na koncu je potem za negativne kritične dogodke oziroma te situacije je zelo dobro, da jih dojemaš oziroma se probaš na to spomniti, da rečeš, da so začasni, da jih zelo konkretno opišeš, točno, da jih ne posplošuješ. Ne vem, meni se nikoli nimam sreče ali pa nikoli mi nič ne gre, da zelo konkretno rečeš, zakaj probaš si razložiti in da se pravi po tej dimenziji poosebljena, da probaš pogledati od ozunaj, ne da vse vase noter, se pravi, da ti sam sebe kriviš, da probaš reči, pač je recesija, to je nek zunanji dejavnik. In zdaj to je tool, to, mogoče je to dobro, da si pač to tabelo, ne vem, imaš nekje na tabli in
a veš, greš po temu. In jaz sem res, to orodje je meni zdaj pol v zadnjih, 2 letih, to smo imeli takrat 2018, jaz sem se velikrat na to spomnil. In ko bi že zapadel v neko spiralo tako negativnega razmišljanja, sem se spomnil na to in sem tako zelo otresel te neke negativne misli. In to mi je res ful pomagalo. Ja. Jaz, recimo tako, če gremo zelo na splošno, ker je to vprašanje, kaj nekdo, ki je low pointu, če pogledamo znanost, to sem bral v knjigi Jonathan Haidta, Happiness Hypothesis. On je v bistvu stare modrosti, ki jih poznamo iz Svetega pisma, Buda jih je govoril, jih je on primerjal z kaj vemo o znanosti. Ful zanimiva knjiga. In gre sam tako, ne naredi tega, to zlato pravilo, kar želiš sam, kaj vemo o znanosti. Je to res? Bila je ta raziskava, tako ful zabavna knjiga. In on je rekel za depresijo ali pa za srečo, kot nasprotje depresije, delujejo 3 stvari, vemo znanstveno. Kognitivna terapija, to je to. Sprav, da ti razumeš sebe na intelektualni ravni in to ti ful pomaga. Mislim, to vedenska kognitivna terapija. Sprav imaš nekega terapeuta ali pa kakšne taka orodja in s tem osmisliš svoje procese. Razumeš, kaj se ti dogaja. Druga stvar, antidepresivi. Se pravi, to vemo, da pač ti serotonin zviša, ne? Pa tretja stvar, meditacija. Ne? In to so 3 stvari, ki znanstveno pomagajo pri temu. Ne? Jaz sem pa imel recimo pred 2 meseci mi en fant pisal na e-mail, sem ga glih zdajle poiskal, ker sem hotel videti, kaj sem mu napisal. In rekel, da je low point, tako, kar mapera se na to. In sem napisal mu v bistvu po točkah, ne? Ker tukaj bi jaz povedal en moj point, ne? Da vedno pozabljamo na temelje, basics. Se pravi, prvo kot prvo, potem vrstna nedelja, odnosi. Zdaj, kaj to pomeni, kako do to akcijo? Sem mu napisal, pomagaj drugim, kadar in kjer je mogoče. Lahko je sam z lepo besedo. Drugo, spanje. Zgodaj spati pred 10 uro. Hrana, sladkor in hidrati stran. Gibanje, to sem pustil odprto. Meditacija, dnevno 10 minut. Pa 5-HTP sem mu še napisal. 5-HTP je prekursor serotonina, se pravi, iz te molekule naše telo naredi serotonin. Ne? Tako da mu nisem pisal antidepresivov, sem rekel, ajde, saj ena stvar, ker recimo vemo, da ti mogoče mal boost. In če bi mogel zbrati eno? Ja, prvo, se sem po vrsti. Aha, od najbolj pomembne. Ja. Okay. Rekel, to je to, folk. Začneš s prvo, napisal sem mu začneš. Klemen je live, pogledam to. V 5 točkah. Ne. Sam to so osnove, no. To so res osnove, ki jih moraš pa začeti upeljevati kot habite. Tako, in to zelo dobro si rekel, se pravi, osnove. Vse to, ne, so tako je ta tvoj spisek 5 stvari, tako je to interpretiranje nekih tvojih situacij po teh dimenzijah. To v bistvu je vse neka struktura. In takrat, ko ti imaš občutek, da razpadaš, oziroma da se vse podira, takrat rabiš ti strukturo. In ena stvar, ki tudi meni pomaga, je, da najprej pospravim. Tako čist, simpel stvar, ki sem jo pa tudi prebral v Petersonu, ampak to sem jaz delal že prej. Kadarkoli sem se kaj počutil, po moje najboljš ta tvoja čist immediate prva okolica, ki jo imaš, da je najprej malo boljši. Tako, malo izboljši ta shit, da je najti nekaj, ki imaš, pa je brez veze, vrš stran. Tako malo ta svoj klater, čist, ta najbližji svoj prostor si probi malo urediti. In to bo začetek postavljanja nazaj strukture, takrat, ko se vse podira. Ne? In seveda, dlje, ko ti to strukturo bolj trdno, ko jo narediš, v bistvu boljše temelje si naredil za spopadanje z naslednjimi potem problemi, ki pridejo. Ker problemi skozi v bistvu te prihajajo. Ti boš zelo redko tudi, če ti zdaj, ne vem, če zdaj vse
težave mogoče povezuješ s financami, ne? Pa misliš, če bi zdaj finančno bil, ker dosti ljudi misli, ne, da bi s financami rešili veliko svojih problemov. Saj dejansko bi jih, ampak ne bi rešili vsega. Vedno pride pol neki novega. Ne? Tako, kot smo prej rekli, če ti full cash zapraviš za neke stvari, to pol nov stres, ki ga imaš zaradi tega. Ne? Tako da v času nekih, tudi v tem času krize, ne, to, da si ti pač zdaj doma in da, ne vem, si prisiljen dejansko ne potovati, ne, začni potovati vase, pa se vpraši, kje. To. Ker vse, kar govorimo, če bi lahko dal v en stavek, je identificiraj svoje iluzije in jih reš. Iluzija je napačno gledanje sveta. Poglej, kje se to dogaja in to saneri počasne. In to je pa filozofija, klej stoicizem recimo ful uporaben kot software za boljše gledanje sveta, ne? Razna filozofija iz kjerkola. Ne? In pa meditacija za trening te mišice, da to si sposoben narediti, ko je ful težko, da si bolj sposoben, tako kot si ti rekel, Andrej, jaz sem se večkrat spomnil tega koncepta. Ne? In to, da se ti spomniš, je točno ta mišica. Ne? In po bojo kakšni dogodki, kjer bo mišica prešipka, da se ti zaveš, zdaj sem v iluziji. Ne? In to je kombinacija teh stvari. Ne? Prava filozofija, pa močna ta mišica, ki zna v pravem trenutku uporabiti to filozofijo. To se mi zdi ful, meni osebno v življenju je to ful pomagalo. Ne?